Pozdravljeni. Včeraj, v nedeljo 30. januarja, je odjeknila novica, da tudi pri Mercedesu niso opravili vseh crash testov. A danes si bomo pogledali, kaj je za to zgodbo in kakšne posledice lahko ima. Komaj nekaj dni je minilo od takrat, ko smo govorili, da pri Red Bullu imajo težave s crash testom. In v nedeljo smo lahko prebrali, da se je zgodba skorajda ponovila pri Mercedesu. Vir isti. Italijanska verzija znanega portala motorsport.com, kjer so pa že v začetku navedli, da naj bi imel Mercedes težave drugje. Pri Red Bullu naj bi šlo za težave na tistem prednjem delu, na tistem recimo temu glavnem testu, ki sestavlja vso skupino preizkusov, ki jih mora šasija prestati. Pri Mercedesu na bočni strukturi, kjer gre v bistvu za čisto drugačen test, a o temu se bomo pogovarjali kasneje. Zgodilo se je nekaj zanimivega. Kot običajno, vsi glavni akteri so začeli tekmovati med seboj, kdo bo prej objavil novico, ki smo jo lahko prebrali na italijanski verziji spletne strani motorsport.com. In prišlo je do tega, da so marsikdaj pozabili omeniti glavno zadevo, ki je bila navedena tam, torej kje naj bi imel Mercedes težave, tako da je lahko marsikdo izmed vas prišel do zaključka, da Red Bull in Mercedes v bistvu sta v enakih škripcih in ne samo podobnih. Ali nekaj ur po objavi smo lahko prebrali na GP blog, da pri Mercedesu so opravili s crash testom že pred tedni. In novica kot taka ni odjeknila po vseh virih, tako kot tista, ki se je praktično pojavila samo nekaj ur pred tem. In konec koncev ironija usode. Danes, 31. januarja, so na uradni spletni strani Mercedesa objavili, da oni so crash test opravili 13. januarja. Torej, lahko si zamislimo, kako delujejo novice v svetu motošporta. Treba je poudariti, da meni osebno je italijanska verzija motorsport.com še zmeraj ljuba, kot ste lahko razumeli. Napačno ali resnično so oni prvi objavili novico, vsi ostali so od njih le prepisovali in ni rečeno, da nimajo prav. Težava je bila v tem, da pri odbivanju novice smo prišli do tistega stanja, da se je vse skupaj popačilo in nekako izgubilo smisel. Namreč najprej moramo razumeti, zakaj pravzaprav gre pri dveh različnih težavah pri konstrukciji šasije. O tem, kako je sestavljen crash test, sem napravil malce bolj poglobljen prispevek že pred leti, ko so imeli pri ekipi Alfa Romeo Racing težave, in kogar zanima, si lahko ogleda ta starejši posnetek, kjer bo tudi opazil, koliko se je spremenilo pri samem kanalu, pri sami kvaliteti posnetkov. A bistvo je, da crash test v bistvu sestavljata dve skupini preizkusov. Tisti dinamični preizkusi ter oni statični preizkusi. Čelni trk, kjer naj bi imeli težave pri Red Bullu, je eden izmed najbolj zahtevnih testov. Šasijo se upne na voziček in dobesedno požene v neko togo oviro. Možen je tudi obratni test, ko se nekaj togega požene v vpeto šasijo. A v vsakem primeru je lahko nam navdušencem jasno, da tista šasija, tudi če prestane test, ni več za kakšno rabo na progi. Kajti hočeš, nočeš, je prišlo do določenih poškodb. A obstajajo tudi tako imenovani statični testi,
kjer se v bistvu šasijo upne v neke vrste prešo, obremeni določen del in to obremenitev drži določeno število časa. Nato se šasijo pregleda, ali je prišlo do kakih poškodb in ukolikor so te poškodbe znotraj tistih toleranc, je šasija prestala statični del crash testa. In prav tu naj bi imeli pri Mercedesu težave, kajti v bočnih strukturah so blažilni elementi, kot vidimo na fotografiji. In te elementi so obvezni, ampak vsak inženir jih lahko postavi višje, nižje, malce bolj naprej ali malce bolj nazaj. In po poročanju italijanskega avtorja so pri Mercedesu pravzaprav z namestitvijo teh blažilnih elementov napravili manjšo napako, oziroma iskali so tisto mejo. A najprej se moramo zavedati, da pri čelnem trku, kot smo ga videli pri prvem primeru, je treba narediti novo šasijo in jo zopet pognati v oviro. Pri testu bočnih struktur se pa lahko uporabi starejšo šasijo, ki je v bistvu popravljena, namreč bolit ima dve stranici in nikjer v pravilniku ni pravzaprav zapisano, ali mora biti test napravljen na obeh straneh, samo na levi ali samo na desni. Tudi sam avtor je dejal, da kljub vsemu pri Mercedesu naj bi skorajda pričakovali tak izid in da potrebno bo samo nekaj dni, da stvari popravijo. Čeprav smo videli danes, da so pri Mercedesu demantirali novico. A to v resnici še ne pomeni, da pri italijanski verziji motorsport.com niso povedali resnice. Mercedes je udobno lahko 13.1. prestal crash teste s tisto osnovno verzijo, za katero so bili prepričani, da bo crash test prestala. Po drugi strani sedaj so imeli dovolj časa, da bi lahko preizkusili tudi kakšno bolj ekstremno različico. Namreč ti varnostni elementi morajo biti v šasiji točno tako nastavljeni in v taki obliki, kot so bili na tisti šasiji, ki je prestala crash test. Ne smejo teh stvari potem prosto spreminjati. Tudi zaradi tega strani tovarniške ekipe Mercedes ni bilo take, recimo temu panične reakcije, in tudi objavili so že mnogo prej, kdaj bo njihov datum prestavitve. Šasija dvojni V13 bo predstavljena 18. februarja. Kdaj bo predstavljen Red Bull RB18, še danes ne vemo. A treba se je vprašati nekaj, koliko izmed tistih virov, ki so tako hitro povzeli to novico italijanskega motosporta, bo objavilo kakšen popravek novice, kot sem vam ga navedel danes, in kolikokrat bomo še videli, da se tako brezglavo dobesedno prepisuje novice, brez jih razumeti do dna. Verjamem, da mnogi navdušenci imamo radi Formulo 1 in jemljemo si pravico čim prej izvedeti vsako novico, ki je dostopna. To še ne pomeni, da lahko tako dobimo servirane pravzaprav vse informacije, ki so na voljo. Še enkrat je potrebno tudi vzeti trenutek ali dva premora ter razmisliti ter pogledati tudi druge vire. Seveda, priznamo vsi, mi smo priklenjeni na naše domove in nimamo dostopa informacij, kot ga imajo nekateri. A vseeno, treba je zaupati viru in sam zaupam motorsport.com, čeprav so sedaj lahko tudi zgrešili. A čakam strani mnogih drugih, da bodo popravili tisto, kar so napisali še včeraj. Za danes, glede
tega, kar se je zgodilo okrog tovarniške ekipe Mercedes, je to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.